Kranju je potekal slovenski 12-urni tek. Tekači so se pomerili na 6 in 12-urni preizkušnji. Smo v Kranju drugič, sicer se ta tek letos zgodil že četrtič, drugič v Kranju, preselili smo ga v mesto Kranj, v sam center mesta, ker smo hoteli približati ta šport ultramaraton tudi širši publiki in ga nasploh narediti bolj atraktivnega. Se pravi, tekači naredijo ogroman krogov, pomeni, da tudi gledalci lahko vsakega tekača večkrat vidijo in zanj ga navijajo. Zmagovalca 12-urnega teka sta postala Nataša Robnik in Domen Kozjek. Slednji je v 12 urah pretekel kar 131 km in 492 metrov, zmagovalka v ženski kategoriji pa 122 km in 740 metrov. Šlo je kar v redu. Čeprav na začetku temperature so bile precej visoke, tam okrog 12 ure, ni tako dobro kazalo, ampak pol se je obrnilo. Vreme, temperature so padle, prišla energija nazaj. Moram reči, da sem zelo zadovoljna in sicer zato, ker sem 14 dni nazaj tekla v Bosni 24-urni tek in sem se nekako pripravila, da niti 12 ur ne bom danes mogla, ampak sem se očitno vsaj približno uspela regenerirati, so pa kilometri bolj skromni, ampak na srečo me punce niso preganjale, tako da ni bilo treba dati vsega od sebe. Na 6-urni tekaški preizkušnji sta slavila Marko Tomažin in Katarina Bekovac iz Hrvaške. Marko je pretekel dobrih 55 krogov, kar je na koncu znašalo 71 km in 360 metrov, Katarina pa 65 km in 892 metrov. Zelo sem zadovoljen, ker to je bil moj prvi daljši tek, oziroma prvi daljši tek od maratona. Razmere so bile dobre v zadnje 2 ure, drugače je bilo vroče. Dal sem se od sebe, več nisem mogel. Imel sem pod kontrolo vse druge, tako da nisem šel na zmago, sicer na začetku, ker ne poznam nobenega tukaj v tej sceni, ampak na srečo se dobro išlo. Ja sam prvo jako sretna da sam u Kranju. Prvi put sam ovdje, jako je lijepo i zahvaljujem se organizatorima na prekrasnoj organizaciji ove utrke. Bilo je izazovno zbog vrućine, ali ja sam jako zadovoljna i čestitam svim natjecateljima koji su trčali na utrci na 6 sati i na utrci od 12 sati. Čestitke pobjednicima, ali i svima koji su sudjelovali, svi su pobjednici. Trasa, po kateri so tekli tekači, je dolga 1292 metrov in ima tudi mednarodni certifikat. Gre za krožno traso po središču mesta Kranja. Se pravi, ko tekači tečejo po ulicah Kranja, si vmes lahko ogledajo veliko znamenitosti Kranja, kot je Mestna hiša, Pavšlerjeva hiša, Prešernovo gledališče, Mestna knjižnica Kranj. In slovenski 12-urni tek. Tako da jim v teh 12 urah sigurno ni dolg čas. Na štartu se je za obe preizkušnji zbralo 95 tekačev, tako iz Slovenije kot tudi iz tujine. Na podelitvi sta bila prisotna tudi predsednik Atletske zveze Roman Dobnikar in podžupan občine Kranj Janez Črne. Zelo sem vesel, da tudi te oblike teka spodbuja Atletska zveza Slovenije. Vemo, da atletika ni samo track and field, torej samo štadionska atletika, ampak imamo tudi gorsko atletiko, maratone, teke in pa seveda ta čudovit 12-urni maraton. Ultramaratoni so v vzponu, so popularni in zelo sem vesel, da so tukaj lokalni organizatorji, pa predvsem klub Ultramaraton iz Ljubljane organiziral to čudovito prireditev. Predvsem pa sem vesel, da se je zopet vrnil v Kranj, ker Kranj za svojo to veduto ponuja res en vrhunski spektakel. Danes se je zgodil res super dogodek, 12 ur teka v Kranju, zdaj drugič. Na občini smo zelo ponosni na to, zelo smo veseli tudi, da je Atletska zveza k temu pristopila, tako da hvala jim lepa. Hvala organizatorjem, hvala tekačem, predvsem pa hvala prebivalcem Kranja. Eno, da so to vzeli za svoje, pa drugo, da so malo potrpeli, ker pač niso vsi imeli dostopa do svojega doma, tako da mislim, da so to razumeli, pa da so sprejeli to dirko za svojo.
Še povem, da ima slovenski 12-urni tek močno podporo Atletske zveze Slovenije. S pomočjo Atletske zveze smo pridobili tudi srebrno značko Mednarodne asociacije ultramaratoncev, na kar smo še izjemno ponosni, ker je to v bistvu edina ultra tekma ali pa sploh tekma v Sloveniji, ki ima ta srebrni znak. Tako da se res zahvaljujemo Atletski zvezi Slovenije in predsedniku Dobnikarju, ki nam nudi vso podporo in pomoč.